Pričenjamo z 17. redno sejo občinskega sveta. Težko bi rekel dober večer, pa vseeno. Dan se bo prevesil v noč. Lepo vas pozdravljam tokrat prvič v dvorcu Trebnik, v sejni sobi, kot smo jo zadnjič poimenovali Kristijane, po zadnji solastnici Vindišgrecov. In verjamem, da bomo tukaj še marsikatero sejo speljali in se tudi marsikaj zanimivega dogovorili, oziroma da bomo vsi skupaj delali v dobro vseh naših občank in občanov. Uvodoma moram opravičiti gospo Ksenjo Klamfer, pa opravičila se je tudi predsednica nadzornega odbora Irena Švab Kavčič. Sicer pa mislim, da smo pa vsi, če jaz prav pogledam, 22 po logiki je prisotnost, tako da lahko pričnemo z rednim delom. Uvodoma dajem predlog zapisnika 16. seje v potrditev. Sprašujem, če so kakšne pripombe glede zapisnika zadnje seje, ki je bila v Konjičanki. Ugotavljam, da ni pripomb in predlagam, da se zapisnik 16. seje sprejme v obliki, kot je bila priložena tudi gradivu. Kdo je za potrditev zapisnika? Hvala lepa, ugotavljam, da je zapisnik soglasno potrjen. Skupaj z vabilom ste dobili tudi predlog dnevnega reda, pa vendar glede na dogajanje pred dobrim tednom dni, ko smo imeli hudo neurje, bi predlagal eno razširitev. Namreč zaradi odprave posledic neurja je potrebno sprostiti rezervni sklad. In v zadnjih dneh je občinska uprava intenzivno delala na tem, da so zbrali podatke, kaj vse je potrebno narediti, in smo prišli do zaključka, da nima smisla čakati na neko korespondenčno sejo, ker se dokaj mudi, in predlagam, da se dnevni red razširi, tako da se kot prvo točko uvrsti odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada občine Slovenske Konjice v letu 2016. Gre za hitri postopek. Sprašujem, če so kakšne pripombe oziroma predlogi glede predloga razširitve dnevnega reda. Ugotavljam, da ne, in zato bi predlagal občinskemu svetu, da ta predlog, da se kot prva točka uvrsti odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada, da to sprejmemo, oziroma dajem ta predlog na glasovanje. Kdo je za to, da se dnevni red razširi? Hvala lepa. Zdaj pa sprašujem, če je zoper spremenjeni dnevni red, razširjen dnevni red, kakšna pripomba glede drugih točk? Ni, in predlagam, da potrdimo še dnevni red kot celoto. Kdo je za dnevni red? Hvala. Soglasno sprejeto. In prehajamo na prvo točko, kot sem dejal, to je predlog odloka o uporabi sredstev rezervnega sklada občine Slovenske Konjice v letu 2016. Uvodno predstavitev bo opravil sodelavec občinske uprave Branko Sovič, ki največ pozna zadev na terenu poleg Andraža Mlakarja. Mimogrede, ta odlok je pa bil danes tudi razdeljen na mize, tako da Branko bo več povedal o posameznih postavkah, kje se pojavlja in tudi zakaj se v bistvu sproščajo vsa sredstva, ki so še v rezervnem skladu za letošnje leto, zakaj je to potrebno. Branko, izvoli. Lep pozdrav še v mojem imenu. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Kot ste nekateri bili seznanjeni ali pa tudi doživeli, je 25. junija jugovzhodni del občine prizadelo močno deževje. Deževje je bilo tako močno, da je na tistih odsekih, kjer smo, bom rekel, veliko truda vložili tudi v infrastrukturo, v elemente odvodnjavanja, so ti elementi bili poddimenzionirani, in posledica tega je bilo, da je na, bom rekel, novo zgrajenih cestnih odsekih ali pa dotrajanih tudi, da je
zaradi neurejenega odvodnjavanja ali pa premočnih količin padavin se povzročila škoda predvsem na bankinah, urejenih jarkih, potem propustov. Močan dež je povzročil tudi manjše plazove, udore, brežin. Nekaj teh plazov so tudi večjih razsežnosti. Govorimo seveda tu o plazovih, ki ogrožajo prevoznost cest ali pa stanovanjske objekte. Se pravi, plazove, ki so se sprožili na kmetijskem področju, so tudi evidentirani, ampak ni predmet sanacije. Ko smo vse te stroške po prvi ocenili, se pravi to škodo, ki jo je povzročilo neurje, smo po laični strokovni oceni povzeli stroške, ki so bili vredni okrog 100 tisoč evrov, nekaj čez 100 tisoč evrov. Kot sem povedal, so ti stroški predvsem bili na področju krajevne skupnosti Zbelovo, na področju krajevne skupnosti Jernej in pa delno tudi krajevne skupnosti Loč. Vsa prometne povezave, poti, ki so na teh, bom rekel, višje ležečih predelih ali pa v cestah, kjer so v nagnjenih naklonih, se pravi v vzdolžnih naklonih, so bili zaradi močnega dežja poškodovani. Tako smo to škodo nekako ocenili ali pa zgrupirali v več skupin, in sicer strošek, ki pade konkretno na lokalne ceste, potem strošek, ki pade na javne poti, potem strošek, ki pade konkretno na cesto, ki smo jo pred 14 dnevi tudi odprli, se pravi lokalno cesto Zbelovo-Zbelovska gora, in pa za potrebe reševanja ali pa za potrebe odpravljanja sanacij ali pa sanacij plazov je pa potrebno tudi si pridobiti tehnično dokumentacijo, zato smo tudi en tak sklop uvrstili strošek izdelave teh geološko-geomehanskih elaboratov. Kot zadnji del je pa tudi čisto nova zadeva, je pa to, da smo v konec meseca junija dobili tudi dopis strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer so nam odobrili sanacijo enega plazu, ki se je sprožil v neurju septembra 2014, na osnovi katerega pač nam država krije stroške sanacije, govorimo o stroški sanacije neto vrednosti, stroške davka in pa tehničnega nadzora in pa projektne dokumentacije, pa strošek občine, in za ta sredstva tudi potrebujemo ta sredstva, da tudi počrpamo sredstva iz strani državnega proračuna. To bi bilo na kratko. Hvala. Za predstavitev odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada občine Slovenske Konjice za leto 2016 v predloženi obliki. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. Druga točka, to je nadaljevanje zgodbe iz zadnje seje, to je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Slovenske Konjice. Gre za drugo obravnavo. Tudi tu bom prosil za uvodno obrazložitev Branka Soviča. Pred vami je predlog odloka v drugi obravnavi. Med prvo in drugo obravnavo je bilo upoštevana pobuda na zadnji seji občinskega sveta, kjer je bila v razpravi podan predlog, da se naj evidentira tudi ime ulice pod eno zaporedno številko. Ta predlog smo upoštevali,
Prav tako smo tudi na osnovi pozivov krajevnim skupnostim, predsednikom krajevnim skupnostim določene opise cest tudi spremenili, tako da imajo pomen ali pa ime ceste takšen, da se lahko večje število ljudi tudi po samem opisu ceste ve, kje ta cesta poteka, ker namreč sama številka ceste, ki ima tam številko, ne vem, 885, 891, kaj dosti ne poveče, pa je tam zraven ime, to je pa, ne vem, Žičje, Odsep, ne vem, Kumno, je pa potem ta zadeva tudi potem bolj jasna. In te stvari smo tudi z predsedniki krajevnimi skupnostimi uskladili. Tako da to je narejeno, kar se pa tehničnih stvari tiče, se pravi dodajanja cest ali pa zmanjšanja cest, pa tega pa nismo popravljali, ker je na tak predlog tudi bilo pridobljeno soglasje strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Prav, hvala lepa. Predlog odloka je pred drugo obravnavo obravnavala tudi statutarno pravna komisija. Sem zdaj vmes ugotovil, da predsednice ni in bom prosil Jureta Levarta, če je bil na tej seji, da poda mnenje komisije. Hvala za besedo. To smo obravnavali in potrjujemo in predlagamo občinskemu svetu sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Slovenske Konjice v drugi obravnavi. Hvala lepa. Dajem predlog oziroma odlok v razpravo. Kdo želi razpravljati? Gospod Hren. Hvala lepa za besedo. Tudi strani krajevne skupnosti Slovenske Konjice, konkretno za Škavce, smo pregledali te kategorizirane ceste in smo ugotovili, da določeni odseki, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev nove odredbe, da so pa to deli cest, ker je več uporabnikov, tudi po 8 na enem mestu, niso vrisani v to področje zaradi nerešenih odmer. In potem smo podali zdaj strani krajevne skupnosti pobudo, da bi pristopili k kategorizaciji teh odsekov, pa da bi to uredili, ker sta rešimo dva taka konkretna odseka, ker pač to mora biti urejeno, če bo v bodoče se te ceste vzdrževalo, plužilo in tako naprej. Ne? In da tudi občina pridobi za to dodatno sredstvo. Hvala. Še želite razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam, da občinski svet sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Slovenske Konjice v drugi obravnavi. Kdo je za sprejem? Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalcu. Mi pa prehajamo na tretjo točko. To je predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica. Gre za prvo obravnavo, uvodno predstavitev pa bo opravila Urška Udovičič. Hvala za besedo, lep pozdrav vseh skupaj. Gradivo ste prejeli, tako da bi samo na kratko povzela bistvo. Občinski svet občine Slovenske Konjice je na 11. seji 26.11. sprejel sklep o nameravanem odkupu deleža družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. v višini 0,2% deleža družbe. Pogodba o prodaji dela poslovnega deleža je bila podpisana 21.3.2016. Kupnina je bila plačana 22.4.2016. Odlok je osnova za podelitev neposredne koncesije Komunali Slovenska Bistrica za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica v enaki vsebini sprejemajo naslednje občine: občina Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, občina Oplotnica, Kidričevo, Rače Fram, Slovenske Konjice in pa občina Zreče. Predlagam, da občinski svet sprejme odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica v prvi obravnavi. Hvala. Tudi tukaj, podobno kot pri prejšnji točki, v imenu statutarno pravne komisije prosim Jureta Levarta, da poda mnenje komisije.
Upravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem in potrditev odloka ustanovitve javnega podjetja Komunalna Slovenske Bistrice kot prve obravnave. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Offendavšek. Hvala za besedo, gospod župan. Par svetnikov me je poklicalo, če smo, kaj je za tem odlokom, če smo to tudi obravnavali na odboru. Sicer to je pač odlok, proti kateremu jaz osebno nič nimam. Mislim, da je, ko se pravno tiče, dobro napisano. Drugo pa je, da se pa ne glede na to moramo zavedati tovih posledic tega. Govorim iz svojega zornega kota. Če ste to prebrali, ste videli, da se smo za mali denar zraven pristopili, to ni nobeno vprašanje. Pa tudi veliko pravic nimamo. Vse pravice v glavnini ima občina Slovenska Bistrica. Vse ostale občine lahko skupaj dajo, pa nimajo teh glasov kot občina Slovenska Bistrica. In ko bomo imeli tu pred nami podražitve teh storitev, kaj bomo pa takrat rekli? Lahko rečemo ne, tam je bilo pa sprejeto. Tako da, ki jaz vem, bojo te storitve za našo občino, pa tudi za ostale, precej dražje, ko imamo danes. In samo to bi rad tu rekel, da sigurni ste lahko. Občane več ne bomo obremenjevali. To smo se zavezali in tega se moramo tudi držati. Zdaj, v druge stvari se jaz tu noter ne bi spuščal, ker pravno so seveda vredi narejene. Se pa zelo bojim tega in boste videli, da ne bo dolgo, ko bo to prišlo tu na mizo. Pa ne bi zameriti. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Peter Korin. Lepo zdrav. Mene samo zanima, ti deleži, si to bili samo prosti deleži, oziroma kako se je ta delež določil, da pač ne oče nima tu je zase enaka, pa samo se Tu bomo prosto ločno, da kaj je bistvo tega. Bistvo je, da odločitev je bila sprejeta že pred leti, ko smo dejansko šli v investicijo. To ni nova stvar, tudi odločili smo se, kot sem povedala, 26.11.2016 smo sprejeli sklep, 2014 smo sprejeli sklep, 2015 o nakupu deleža. Je pa tu bil delež, ki ga je občina Slovenska Bistrica prodala občini Slovenske Konjice. In žal pa vse tudi ostali imajo v manjšini, mislim pa, da cene sprejema občinski svet, ne pa podjetje. Občina Konjice je skupaj z, ne vem koliko mi žele na pamet, soinvestitor regijskega centra za ravnanje z odpadki na Pragerskem, kjer so bila pridobljena sredstva Evropske unije in s tistim našim deležom in tisti del, kar je pridobljen strani Evropske unije v našem imenu, tisti je naš delež, mi pa ta naš košček, ki ga moramo plačati, ne moremo plačati, ker nismo solastniki podjetja. To je vsa poanta. V bistvu, ne vem, kaj se zdaj nekaj sule tu ne dogaja. Na koncu koncev je teh 300 pa nekaj tisoč evrov že dolgo namensko zbrani denar za to, da se pokrije naš delež pri investiciji, ki ima že uporabno dovoljenje, ki že teče.
poteka in v bistvu gre za rešitev, da lahko sploh nakažemo kot sovlagatelj oziroma kot solastnik direktno nakažemo, reče pa so postopki dosti bolj zakomplicirani. Pa da se lahko neposredna koncesija podeli, to je bistvo. Ne? Brez tega ne moramo neposredno podeliti koncesije za te storitve. Ne? Jaz sem opozoril na drugo, tudi je vse v redi in gledajte, vse je okej. Opozoril sem to, da tu noter tudi naprej piše, kako in kdo sprejema cene in kaj potem ta organ dela. Ne samo komunalna občine Slovenska Bistrica, pač pa organi, ki bojo tudi na podlagi tega odloka se pravi postavljeni. In tam noter so tudi cene teh storitev. In jaz sem se dejansko lotil tega. Tuto je pa vse v redu, jaz nemam nič proti, gledajte, sploh se v to ne. Drugo se bojim, da bo prišel do tega, da smo jaz zdaj to ne vem, da bo gospod župan na to obrazložil, jaz to ne poznam, ampak verjetno, da ker je največji delež noter vložen občine Slovenska Bistrica, ona ima 75%, 76%, ne vem koliko, in tu noter piše, da en glas šteje, ne vem, en član šteje 50 teh glasov, se bojim, da bi bilo to lahko, ko bi se zakaj za investicije dodatne šlo, kar tu not piše, ja, ali pa kako, se pravi, pa bi naša občina ne bi bila za to, naprimer, ne, bi mi ne bi mogli nič s tem doseči, ker nimamo dovolj glasov, to jaz mislim. Mi se pogovarjamo o dveh stvarih. Eno je solastniški delež na podjetju, komunalna Slovenska Bistrica, druger je pa solastniški delež na centru Pragersko. To sta pa dva različna pojma. Ne? In tam se pa pojavljamo s približno 20%. Aha, tam je pa 20%. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razpravljen, predlagam občinskemu svetu, da sprejme obravnavani odlok v prvi obravnavi, poudarjam, da gre za prvo obravnavo, kdo je za sprejem. Hvala lepa. Mislim, da je soglasno sprejeto, če sem prav videl tule zadaj. Hvala. Smo pri 4. točki, to je predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice. Za uvodno predstavitev bi prosil gospoda Jožeta Hlačarja, predsednika KVIAZ-a. Hvala lepo za besedo. Komisija za KVIAZ skupaj predlaga občinskemu svetu občine Slovenske Konjice, da za direktor javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice imenuje Franca Dovarja, rojenega 1965. leta, stanujočega v Mariboru. To je vse. Hvala. Odpiram razpravo. Gospod Hlačar? No, bom kar na pamet, gledajte. Samo 5 svetnikov nas je dobilo pravzaprav v KVIAZ-u, tudi materijale. Vse imamo gospoda Dovarja tu, da lahko v živo pojasni svoja, rekel, videnja in seveda prihodnost za naslednja 4 leta. V glavnem, mi smo se s kandidatom pogovorili, ker je bil pač edini, ni bilo težav. In seveda smo dobili odgovore. Dejstvo pa je, da seveda javno komunalno podjetje Slovenske Konjice ne more z novim mandatom se začeti drugače obnašati, kot se je do zdaj. To se pravi, nadaljuje s prakso, katero je bila, pa z novitetami, pa s tistim, kar še nismo popravili. Tako da, bi rekel, člani so postavili svoje vprašanje, dobili smo odgovore, na osnovi tega je tudi bil ta predlog
pripravljen, vendar mene malce, bi rekel, bega ena zadeva, kjer piše, da bo nadzorni svet v okviru programa 17-20 odločal o programu. Se pravi, kot svetniki, ne vem zdaj, o čem smemo odločati. In da je seveda kandidat ima v rezervi neke nove ideje za širjenje ali dejavnosti ali inovativno pristop. Tako da o tem nismo slišali nič. Jaz upam, da bo danes se dalo to kaj povedati. V glavnem mi kot porabniki teh uslug pa seveda smo občutljivi na kvaliteto vseh teh uslug, ki so po vrsti, in pa seveda tudi na cene, to, kar pač prizadeva vsakega. Tako da to želim povedati, pa drugače pa je vse ok. Hvala. Še želi kdo besedo? Gospod Koren. Ja, jaz bi se tudi oglasil kot član Kvieza. Jaz moram reči, da mi je na eni strani žal, da je bil samo eden kandidat, da bi lahko lažje tehtali o kvalitetah. Mi smo na Kviezu, vsak član je postavil vprašanja, kaj ga je zanimalo. Jaz mislim, pa tudi zaradi tega, če sam en kandidat, da gospod Dover ni nič manj s tem pokazal, da je trdno v sedlu. Ideje ima, pokazal je v 4 letih, da zna voditi komunalo, na vse zadnje pa tudi vse njegove dobre pa slabe ideje pridejo bolj na občinski svet, pa jih moramo mi požegnati, tako da dejansko še vedno mi pol zadnjo rečemo. Toliko sam. Gospod Tašek. Hvala za besedo, gospod župan. No, vse je že moj podžupan to povedal. Jaz na to zadevo, ja, seveda se je pravilno, da je predsednik Kvieza gotove stvari upozoril, vendar moram povedati, da iz dosedanjega dela našega odbora in pa vsakokratno prisotnega direktorja komunalnega podjetja, pa tudi, če gledamo rezultate, mislim, da je on zelo primeren za to, da ga potrdimo. Po drugi strani pa tak ali tak vsakoletni program komunalnega podjetja potrjujemo in se za njega odločamo kot na odborih, kot vsi mi svetniki tukaj. Verjetno, da nadzorni svet pa tudi te programe pred tem, ko grejo v javnost, je sigurno čisto prav, da jih pregleda. Toliko, hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave in predlagam občinskemu svetu, da v skladu s predlogom Kvieza sprejme sklep o imenovanju magistra Franca Doverja za direktorja javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice. Kdo je za? Ena in 20 za. Proti? Proti nihče. Ugotavljam, da je sklep o imenovanju Franca Doverja za direktorja z 20 glasovi in nihče proti sprejet. Čestitke direktorju za novi mandat. Mi pa... Najprej bi se vam vsem skupaj najlepše zahvalil za zaupanje. Zahvalil bi se tudi uporabnikom
ki nas imajo tudi stalno pod kontrolo in zahvalil se bom tudi tistim, ki znajo biti, bi rekel, tudi včasih nesramni. To nas gor drži, mene še pa toliko bolj. Dejstvo je, da skrb, ki jo morda gospod Klačar izpostavil, se nanaša na strategijo, ki jo mora imeti vsako podjetje. Izhodišče za strategijo je nadzorni svet že potrdil. Res pa je, da je vsaka strategija, je rekel, svetopismo vsakega podjetja. In da to strategijo mora napisati tisti direktor, ki je imenovan. In zato je za mene veliki izziv pred bi rekel, naslednjo obdobje. In seveda, da sem jaz lahko danes tukaj, gre ena velika zahvala mojemu timu, zaposlenim v javnem komunalnem podjetju, kjer so prepoznali v tem, da smo v 4-letnem obdobju veliko postorili. Še enkrat najlepša hvala. Jaz se bom zelo trudil za svojo ekipo, da bomo vaša pričakovanja upravičili in nadaljevali, bi rekel, eno kontinuiteto. In da si dovolim, ko boste uspešno zaključili današnjo sejo, vas vabim na teraso eminentnega dvorca Trebnik. Hvala lepa za lepe besede, predvsem pa za zadnji stavek. Mi pa prehajamo na 5. točko, to je predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Celjske lekarne. Tudi tukaj ima Kvias glavno besedo in predsednik Jože Hlačar. Izvolite. Da je to te pravo. Hvala lepa za besedo. To se pravi, da predlog za člana jaz upam, da sem kaj zamešal, akole imam. Za člana sveta zavoda Celjske lekarne predlagamo Slavka Hrena, tako da bom čisto, da sem prej nekaj. Ja, hvala za besedo. Sem želel že zadevo problematizirati pri prejšnji točki, pa sem se odločil, da bom pri tej strnil vse skupaj. Ponovno nimamo dobenega gradiva, razen imena in priimka ter predlagatelja. Jaz sem na to opozoril že nekajkrat in zdaj ponavljam to. In to se mi res ne zdi pravilen način, na podlagi katerega lahko svetnice in svetniki odločamo, argumentirano, na podlagi nekih podatkov, ampak spet pač imamo imena in priimka. Pri prejšnjem morda ni bil toliko težavo, kot gospod direktor poznamo, pa tudi pri tem ni, mogoče prekrivamo naprej, ampak še vedno se mi zdi prav, da bi zaradi reda samega dobivali pač celoten spis z argumentacijo, da vemo, o čem odločamo. Tudi kolega Klačar lepo povedal prej, da pri direktorju komunale so dobili oni gradivo na Kviazu, svetniki tega ne dobimo. Zdaj, se upam, da ne bom mogel zahtevati gradiva od Kviaza v skladu z zakonom o dostopu do javnih informacij, da bomo začeli dobivati ta gradiva. Imam pa v bistvu zdaj povezano s tem vprašanje, in sicer vprašanje za Kviaz in tiste, ki so se odločili za takšen predlog, kot so ga podali, je, zakaj je po njihovem mnenju veterinar bolj primeren za predstavnika občine v svetu lekarne, kot pa doktor medicine. Hvala. Samo glede iste prve tehničnih zadev bom ostalo, se ne bom spuščal. Poglejte, skozi govorimo o tem, da dajmo naš parat. In procedura je že takšna, da Kviaz dobi vso gradivo, ker o tem pripravlja predlog za občinski svet. Vsak od svetnikov ima pa seveda možnost in pravico, da pri Mojci, danes je sicer ni tu, pogleda vse, kar ga zanima. Zdaj, jaz ne vidim logike, da bi pa vsem svetnikom pošiljali, tudi tistim, ki jih ne zanima, cele kupe papirja. Tako da tu res ne vidim neke težave. Če koga karkoli zanima, naj se pozanima. Ali pa zaprosi, pa mu pošlje po mailu, kakorkoli. Replika. Kot svetniki sem na prvi seji
se prvi odpovedal vsemu gradivu v pisni obliki in sem pozval tudi ostale svetnike, če se spomnimo pred 2 letoma, da mi naj ne pošiljajo tega papirja, pa še zdaj dobivamo kup vabil, ker tudi znamka nekaj stane pa kuverta, se s to argumentacijo preprosto ne morem strinjati in dajemo tej problemnosti pobudo, da ukinemo vso pisno gradivo in pač dobimo PDF-no mail tako, kot ga prejemam jaz, ki se odpovedujem že vnaprej, kakršnekoli tiskanje znamo, in tega problema ni in bomo lahko še malo več prišparali. Tako da argumenta, da šparamo, jaz glede tega res, gospod župan, ne kupim. No. Ok, te pa dajmo tak. 22 oziroma 20 svetnikov pa dobiva papir. Pa ga naj ne dobijo mail. Ne, se ne bomo odpirali debatnega kluba. Gospod Nečinder. Hvala za besedo. Jaz bom nekaj povedal o prvem delu vašega oziroma poziva, da nekaj povemo po članu KVIAZ-a. Kot sem že večkrat povedal, pač vsebinske debate na KVIAZ-u ni. Mi vsebinsko ne razlagamo oziroma utemeljujemo, zakaj bi eden kandidat izvolil premijer. Bolj se gre o tem, kdo koga pozna, če ga nekdo pozna ali kdo ne pozna. To je dejansko neka debata, ki poteka včasih malo dlje, včasih malo manj, odvisno od tega, koliko čez želim, da poteka. In to je vse, kaj je. Tudi posebej naših predlogih je bilo isto. Vsebina kot taka nima popolnoma nobene veze s tem, kdo bo izbran za kandidata določenega odbora, sveta zavoda, kar bolje pač. Tega nisem pa strinjam, mogoče to dovolj predlog, da je pa lahko predsednik KVIAZ-a vsebinsko povedal, ne rabi biti za to v pisni obliki, zakaj smo se odločili za tega, če seveda ima kaj zapovedati, zakaj ponovadi ni. Hvala za svoj kolega. Ja, tudi jaz bi se pridružil tem mnenjem, ki pravijo, da bi občinski svetniki le morali biti mogoče malo bolj informirani. Pa če že v bistvu debatiramo o tem, da malo varčujemo z gradivom v papirni obliki, pa predlagal, da tisti, ki prejemamo v digitalni obliki, to kar po defaultu oziroma naprej dobimo to kot prilogo k gradivom, ki jih dobimo za občinsko sejo, zaradi tega, da ne kličemo vsakič posebej, pa da ne izgubljamo proceduri nekega časa in da se pač to dostavi, kar je možno. Kar se pa tiče debate na KVIAZ-u, to se posledica tistega, kar smo se pogovarjali o ustanovitvi KVIAZ-a, kjer smo pač takšno stanje napovedali in nažalost se to uresničuje. Jaz sem vseeno verjel, da se bo mogoče do konca mandata zadeva malo obrnile, ampak če se ne bojo, potem tudi nima smisla, da še karkoli vlagamo in predlagamo za kakšne člane odborov oziroma svetov zavodov, ker če ni vsebine, potem tudi nima smisla se truditi in nekaj razlagati. Tako da v bistvu to je to. Še želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne, zato predlagam, da občinski svet sprejme sklep o imenovanju Slavka Hrena za člana sveta zavoda Celjske lekarne. Kdo je za takšen sklep? Štej. Kakšna Mara? 15. 15 za, proti nišče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za, nihče proti sprejet. Prehajamo na 6. točko, to je predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Lambrechtov dom Slovenske Konjice. Tudi tu predsednik KVIAZ-a, gospod Jože Glačar. Ustanovitelj je dobil poziv, da naj predlaga svojega kandidata. Moram reči, da so prišle štirje predlogi iz različnih strank in seveda po pogovoru in glasovanju je predlog tak, kot je tule pred vami. KVIAZ predlaga občinskemu svetu, da za člane sveta javnega socialno-varstvenega zavoda Lambrechtov dom Slovenske Konjice imenuje Tjašo Kukovič. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o imenovanju Tjaše Kukovič za članico sveta zavoda Lambrechtov dom, da skrajšam. Kdo je za? 12 za, proti?
Proti pa nišče. Ugotavljam, da je tudi ta sklep z 12 glasovi sprejet. V bistvu smo izčrpali točke dnevnega reda, prehajamo na zadnje, to je vprašanje in pobude. Najprej bi napovedal naslednjo sejo predvidoma konec septembra, to je 29.9. ob 19. uri, da je bil v gradivu priložen tudi dopis Sveta za varstvo uporabnika javnih dobrin, gospoda Štefaniča. Informacijo glede pobude, ki je bila dana glede avtoodpada na Petelinjeku, imamo informacijo, da je inšpektor za okolje že uvedel postopek, postopek teče, kdaj pa kako pa, to pa je težko napovedati, odvisnosti od pritožb. Ena pomembna informacija, ravno danes zjutraj se je iztekel rok za vložitev morebitnih zahtevkov za revizijo postopka za izbiro izvajalca gradbenih del za vrtec Prevrat, tako da jutri zjutraj podpisujemo pogodbo z gradbeništvom Cajzek za vrtec Prevrat. Predvideno je, da še isti dan je uvedba v delo in da v enem letu, do konca naslednjega julija, zgradijo novi objekt in se hkrati v juliju naslednje leto lotijo tudi že obnove obstoječega dela, tako da bi do konca novembra leta 2017 bil vrtec Prevrat obnovljen oziroma zgrajen na novo. V postopku izbire izvajalca projektiranja in izvedbe za vrtec Loče je tudi bil izdan sklep o izbiri, ki pa še seveda ni pravnomočen, ni še dokončen. Še čakamo čas, pa da ne bo kakih zahtevkov. In če bi vse normalno, bi tam pred 20. julijem že tudi z vrtec Loče podpisali pogodbo. Vprašanja, pobude. Gospod Štromajer. Zdaj, ob zadnji slavnostni seji smo par ur prej ste predstavili to čudovito monografijo, v katero vem, da je bilo vloženega veliko dela ter znanja. Zdaj pa, koliko jaz razumem, stane 30 € oziroma zdaj z nekim 20% popustom se da zadevo dobiti na Ticu, kar pa po moji oceni ni ravno za vsak žep. Jaz verjamem, da marsikdo bi si to knjigo želel, pa si jo verjetno ne more privoščiti oziroma je to neki izdatek, ki ga zelo obremenjuje. Zato dajem pobudo, da bi bila ta knjiga dostopna v elektronski obliki na spletni strani občine brezplačno pač vsakemu, ki bi jo želel prelistati oziroma prebrati. In proučili. Gospod Štefanič. Že zadnjič sem slišal, da bo tale soba konkretno poimenovala Kristjane. Čigava je ta ideja? A je to, razumel sem, da je to ideja gospoda župana, je to res? Ja, na misel je različno, ker familija Vindežgelc bo imela v koncu avgusta začetek družinskega srečanja ravno tukaj. Odlično. V tem prostoru, razstavo fotografij iz časa, ko so že tu živeli. No, sprašujem zaradi tega, ker to je dobra ideja, ki jo kaže izkoristiti. Tudi vnaprej, ne samo v tej pilki razstava pa tole, da ga smo jeli, ker večina nas verjetno ni slišala za to. In škoda, da ni Tjaše tukaj, to je dobra popotnica. To je treba držati, to je treba izkoristiti, jih je treba baviti. To se bo obrestovalo. Ni slaba stvar. Zato tistemu, ki piše na to misel, vsaka čast. Jaz sem tule, ko smo zadnjič imeli to predstavitev monografije, ob tem, ko sem ta predlog dal, prišel na misel, da bo verjetno Marijan Hugo Vindežgelc, ki je ambasador Malteškega viteškega reda za Slovenijo in mislim, da se tam pri papežu nekje blizu suče v teh krogih, zelo vesel, da bo ta soba poimenovana po njegovi stari mami. Tako da neko povezavo smo poskušali najti tu noter. Še? Kakšna beseda? Gospod Gumze. Mene pa zanima, glede te ujme zdaj, ki so bile,
za čiščenje prepustov, ali je to zadolžen koncesionar cest, ali kdo to čisti. Pa če bi le bilo eno tako kratko poročilo, recimo za čiščenje prepustov za zadnjih 3-4 leta na področju krajevne skupnosti izbelo, oziroma Loče, ker je v bistvu bilo 3/4, če ne več, posledica slabo čiščenih prepustov v tej poplavi oziroma zastoj voda vsaj na loškem področju. Čisto enostavno, kdo je zadolžen, odvisno, ker je kategorija cesta je, ali je državna, ali je lokalka, ali pa javna pot. Ne verjamem pa, da imamo takšne sezname očiščene, ali pa se motim, ne vem, Branko bo dal odgovor. Ne, seznama sicer, kar je se očisti po kakem urju, to seveda ostaja. Sicer je pa to tak, da ponavadi tam, kjer na lokalnem območju pade večja količina dežja, potem tudi, če je propust pred poplavo, pa pred dežjem čist, ga potem neurje zamaši. To je bilo recimo pred leti tudi tule Konjice, ko so recimo v konjiškem delu, ko ni navadno, da bi ni poplavno območje, so v bistvu bile hiše poplavljene, tako da potem v takem neurju, ko to pogledamo, generalno gremo čistiti vse propuste, če jih zaznamo, da so zamašene. Tako da tudi v tem sklopu nekaj propustov je že očiščenih, nekaj še pa bo, misli pa tu poslužuje pač vzdrževalne cest, potem si poslužuje stroj, ki ga ima komunala in potem v enem tednu nekje čim več teh propustov na določenem območju tudi se očisti. Gospod Korin? Ja, no, jaz bi to sam dodal, da pač, ja, prepusti prav, da se čistijo, potrebno se čistiti, ampak vsaj za naše spodne konce lahko povem, da če je pripust pod cesto FI 80, pa je bil zdaj poln vode, nad cesto še je teklo pa 10 metrov krat pol metra vode, to se pravi krat 5, to se pravi, da po takem kratkem času, jaz sem zdaj 38 let se zavedam tega, jaz mislim, da v eni uri pa pol, v takem kratkem času, take količine padavin še ni bilo in mislim, da, ne vem, tudi se vprašamo, ali imamo premalo dimenzionirane pripuste, ampak če hočemo iti na tako vodo, ki je bila zdaj to dimenzionirati, moramo to, se pravim, krat 5 množiti, ampak to je, se pravim, jaz upam, da je to ne 100-letna, da je to bila 500-letna voda. To skoraj teorija, tam pri meni je dolina 20 metrov široka, dolina je bila 20 metrov široka, je bila pol metra pod vode, cela dolina, ne, ob enem delu je cesta, v drugem delu je jarek, teklo je po celi dolini pol metra, sem imel eno kravo, tam ste letom, sem komaj iz vode teleta rešil domov, da bi ga ne odnesel. Ampak to eni uri. Tako da tu, ja, prav je, tudi zdaj, za naprej je treba čistiti, ker upamo, da takih ne bo, ampak zdaj, če so pripusti za delanje, tudi manjša voda lahko bolj poškodo dela. Zdaj dejansko odnesla vse bankine, vse ono odnesla v jarki so nasipani, pripusti so nasipani, tako da vse še vam priporočam oziroma svetujem, da tudi bilo kdo še ki vidi, da še kaj ni, ker tudi ti, ko hodijo, pač ne moreš vsaki jarek, vsako cesto ne moreš videti predsednike KS-ov, če je lokalna cesta, vzdrževalca obvestiti, pa ne bo mogoče v enem dnevu, ampak da se napiše na seznam, pa da se pogleda, če je res potrebno, pa da se počisti, ker je škoda, se pravi, take škode, da ti mine, da še ne en mesec nazaj smo se veselili, smo nekaj naredili, zdaj pa zatem prideš v 2 urah, pa ti podere vse tisto, kaj je, da skoraj zgubiš veselje, da še sploh kaj je. Ampak tako je življenje in se pravi, upam, da je to bila 500-letna voda taka in da je dolgo ne bo več. Hvala. Še želi kdo besedo? Ja, gospod župan, jaz mislim, da bo tu noter bodoče delo v tej sejni sobi. Pa prav, če eno rečeš, sej smo se preselili brez da, ampak meni se zdi, da ste kar lepo uredili. Moram to pohvaliti in za bodoče mislim, da se bo pač tu gor po moji oceni pač vse to, kar se je zdaj dol tukaj dogajalo, ali imaš kakšne druge programe. Je to bolj trajno mišljeno? Ne. Mišljeno je trajno tukaj, ja. Tako, no. Mimo grede, tudi glede vsebine,
se je začelo dogajati, 15. pride prva najemnica v prvi prostor tukaj, potem konca avgusta je naslednja, pa še tretja verjetno. Tako da bo ta osrednji del, ti 4 apartmaji v bistvu zasedeni. Zgoraj je še 8 sob za prenočišča predvidena. V spodnjih prostorih, jaz predlagam, da si potem gremo pogledati mogoče zgornje sobe, ajde, koga zanima, nič posebnega, ampak ti so lepi prostori, pa da gremo potem dol čez kuhinjo oziroma restauracijo, pa tu na teraso. Smo pa zelo blizu v pogovorih, da se začne urejati del, točno tukaj pod nami, del te ogromne kletnih prostorov, približno tretjina v kavarno, ki bi pa zaživela spomladi, ampak čez zimo je pa treba to pripraviti, tako da se počasi polni. Tina bo svetnikom razdelila tudi te naše monografije, Konjiško 870 let. Sicer pa, če ni drugega, vam zaželim lepe počitnice, lepo poletje, se vidimo. Ja, božje jesen, 29. september, božje jesen.